Današnja pot je bila malo drugačna. Namen tega mostu, srečanja gor na mostu je dejansko, da se pokaže, ko dobrih 300 metrov ostane od te lokacije, kjer smo bili, v nov azilni dom. Argumenti, da je področje nenaseljeno, ne pijejo vodo, tam so kamioni, tam je promet. To je bila dejansko naša slika. Če že oni ne vejo, kaj mislijo to umestiti, smo jim danes pokazali, tako da vidijo, da njihovi argumenti niso dobri in da upam, da bojo svojo odločitev čim prej preklicali. Tega doma ne bo, če pa bo goro. Mislim, da nas je bilo prek 1000 udeležencev, s tem, da je bilo veliko število traktoristov, ki so se nam pridružili, z tem svojim prisostvom so tudi pokazali, da nasprotujejo tej vladni odločitvi. In naši krajani so tudi hoteli še z bolj rigoroznimi pristopom, vendar smo smatrali, da ni potrebno, da idemo reči na demokratični način z mirnim protestom in s temi protesti bomo nadaljevali. Upam, da bojo padli na plodna tla v parlamentu, v vladi, tako da pričakujemo, da se bo vlada pozitivno odzvala na naše pač postopke, kjer so legalni, in upam, da ne bo prišlo do tega, da bi tale dom postavili na mejnem prehodu Obrežje. Tukaj sem zaradi za migrantov, da preziva, da ne bi bilo, ne. In proti tem smo in zato smo tukaj, ne. In to bi bilo to vse za nas vse dobro, ne. Sej nimam, ne bi rekel, proti tem migrantom toga, ali tega se je toliko nabralo, da, kaj bi rekel, pač da smo se to zbrali tu, ne. In to bi imeli, kaj bi rekel, da bi imeli to največ, da bi imeli to svoj mir, ne. In pač narod se, kakor vidim, kakor čujemo, se pogovarjamo, se pač bojijo, ne. Pač niso bi rekel vsi napačni ljudje, spravim temu, ne. Samo je pač kot tega se je res mnogo nabralo in to je velik strošek tudi, ne. Zdaj, ko gledamo na to, ne, to je to, ne. In to smo zdaj tu zbrani, malo tu, da... To, kar se zdaj nam dogaja, se bo lahko jutri dogajalo v marsikaterem drugem kraju in marsikdo se ne zaveda, da se danes ne borimo samo za naš kraj, proti tem azilnim centrom, ampak se borimo dejansko tudi za druge slovenska mesta in pa tudi za Slovenijo. Seveda, tu je bilo pomembno, da cela Slovenija vidi, da to ni neko območje zapuščeno, to je takoj ob vaseh, veliko število prebivalstva je tu, iz tega mejnega prehoda tudi ni nobene prave povezave na vse lokalne ceste, tako da ne vemo, kot bi se ti migranti sploh premikali, nekje po stranskih poteh, da bi prišli do prvih hiš. Tam bi pa, kot vemo vsi, da to ni najbolj primerno, da ti tuji ljudje se potikajo nekje po vaseh, kajti tu ni nekih nakupovalnih središč, ki bi lahko kaj se bili, tako da smatramo, da je to skrajno neprimerno tudi za njih, kot za nas. Največji problem pri tem je, da je najprej vlada sprejela sklep, potem nas pa pokliče in nam pove in pravi, da je to pogovor. To ni nebeno pogovarjanje, ampak je samovoljna odločitev in nas seveda to spravlja v drugorazredno državljane. Naj povem seveda, da nam sploh še v tem trenutku ne želijo niti povedati, kakšne količine bojo teh azilantov, ki jih tu želijo, koliko jih bo, kako bo potekala varnost. Čeprav moram reči, da od leta 2015 je bilo vedno rečeno, da če bo prišlo do nekega navala, novih, še večjih števila, ne mora biti registracijski center in pa azilni center skupaj, ker so to dve različne dimenzije. Glejte, mi bomo z temi protesti nadaljevali, v kakšni obliki bomo obveščali vse medije, tako da naši ljudje so ogorčeni nad tem in želijo, da vlada prikliče ta svoj sklep.
Moram priznati, da z današnjo udeležbo smo tudi zelo zadovoljni, kljub temu, da je več drugih dogodkov v občini, imamo čistilne akcije, Planica je tukaj, slovenski praznik, kljub temu se je zbralo dosti ljudi, signal je še enkrat poslan, stopnjujemo naše aktivnosti, dokler ne pridemo do končnega cilja. Vlada, pozivamo vas, zresnite se, vzemite naše argumente resno in prekličite vašo odločitev o azilnem domu na Obrežju. Še enkrat, pogoji, kamor mislite dati begunce, so nečloveški, nehumani, obstajajo veliko boljše primerne lokacije drugje po Sloveniji. Tako da naš signal je resen, prosim, sprejmite to kot resno opozorilo, da se ne bomo ustavili tukaj, kjer smo danes.